Draga cerkev, lepo pozdravljena v imenu našega Gospoda Jezusa Kristusa. V skladu z vlado Republike Slovenije smo do nadaljnjega odpovedali naša bogoslužja in vse aktivnosti v cerkvi. Zato se danes na vas obračam preko spleta. Smo v težki situaciji, kjer se v naših srcih postavljamo mogoče vprašanje, kaj se to dogaja? Življenje je sestavljeno iz težkih in lepih trenutkov. O tem je zelo jasno govoril in učil tudi Jezus Kristus. Jezus jim je odgovoril: zdaj verujete, glejte, pride ura in je že prišla, ko se boste razkropili vsak na svoje in me pustili samega. Vendar nisem sam, kajti moj oče je z menoj. To sem vam povedal, da bi imeli mir v meni. Na svetu imate stisko, tudi bodite pogumni, jaz sem svet premagal. Učenci so z Jezusom doživljali veliko čudovitih in lepih trenutkih. Bili so zraven, ko je Jezus pomagal ljudem, jih ozdravljal, bili so navdušeni nad njegovim naukom, ko so se lahko učili od njega in mnogi so bili navdušeni. Dal jim je celo oblast, da so molili za bolnike, ki so ozdraveli. Vsi želimo v življenju lepe trenutke. Toda lepi trenutki nas v življenju lahko celo uničijo. V knjigi Pregovorov beremo: če si našel med, ga jej zmerno, da se ga ne boš prenajedel in ga izbruhal. Lepi trenutki v življenju so lepi, toda ne prinašajo sprememb. Držijo nas na mesto, stagniramo in velikokrat celo nazadujemo. Kadar nas Bog želi spremeniti, želi pritegniti našo pozornost. Glejte, pride ura in je že prišla, ko se boste razkropili vsak na svoje in me pustili samega, pravi Jezus učencem. Jezus je hotel pritegniti njihovo pozornost na drugačen način. Začel jih je pripravljati na težke situacije v življenju, s katerimi se bodo morali soočiti. To je bila popolnoma drugačna situacija, kot je bila situacija, kjer je Jezus dal učencem moč in oblast. Poklical je k sebi 12 ter jim dal moč in oblast nad vsemi demoni in ozdravljanje bolezni. Poslal jih je oznanjati Božje kraljestvo in ozdravljati bolnike. Razšli so se in hodili od vasi do vasi ter povsod oznanili evangelij in ozdravljali. Učenci so prejeli moč in oblast od Jezusa, da ozdravljajo ljudi, osvobajajo duhovno zvezane in oznanjajo Božje kraljestvo. To je bilo nekaj navdušujočega in uspešnega za Jezusove učence. 72 so se veseli vrnili in govorili: Gospod, celo demoni so nam pokorni v tvojem imenu. In rekel jim je: gledal sem Satana, ki je kakor blisk padel z neba. Glejte, dal sem vam oblast stopati na kače in škorpijone ter nad vsakršno sovražnikovo moč. In nič vam ne bo škodovalo. To so bili trenutki uspeha in slave Jezusovih učencev. Toda takšne situacije velikokrat ne prinašajo nobenih sprememb v našem življenju. Spremembe prinašajo težke situacije. Lahko se nam zgodi, da se bomo znašli v situacijah, kjer bomo popolnoma brez nadzora. Situacija s koronavirusom je takšna. Delamo vse, da bi zaustavili širjenje. In to je zelo pomembno, nujno. To nihče točno ne ve, kako daleč bo vse šlo. Če smo v krizi, težavah, je to včasih zato, ker nas Bog kliče na spremembo. Nikoli se ne bomo spremenili, če ne doživimo težkih situacij, ki nam pokažejo, kako ranljivi in nemočni smo večkrat v življenju. Naše življenje postane hitro neodvisno od Boga. Tako radi vzamemo življenje v svoje roke. Seveda smo ustvarjeni, da živimo, ustvarjamo,
in smo uspešni v življenju. Toda življenje brez Boga, Božje pomoči, se lahko hitro zalomi. Bog nas na različne načine kliče nazaj k sebi. Včasih so težke situacije zato, da bi ga vseeno ali vendar slišali. Zaupaj Gospoda z vsem svojim srcem, na vseh svojih poteh ga spoznavaj in on bo uravnaval tvoje steze. Ne imej sam sebe za preveč modrega, imej strah spoštovanje do Gospoda Boga in veruj se hudega. To bo zdravilo za tvoje telo, poživilo za tvoje kosti. Evropa ima toliko čudovitih dosežkov na svojih področjih, toda preveč se zanaša na svojo moč in pozablja na Boga. Mogoče je soočenje s koronavirusom priložnost, da se zavedamo, da rabimo Božjo pomoč, kljub človeškemu napredku in razvoju. Mogoče Jezus prav danes pravi: glej, pride ura in je že prišla, ko se boste razkropili vsak na svoje in me pustili samega. Želimo pomoč Boga v tej situaciji? Dovolimo v svojih srcih, da nam pomaga in nas vodi. Zaupajmo Gospodu z vsem svojim srcem. Ne imejmo sebe za mogoče preveč pametnega, ampak spoštujmo Boga in mu dovolimo, da nas varuje hudega ali vodi skozi njega. To bo zdravilo za tvoje telo, poživilo za tvoje kosti, pravi Božja beseda. Zmaga nad stisko. Jezus nikoli ni učil, da ne bomo šli skozi težave in stiske. Ampak nas spodbuja, naj se ne bojimo, naj smo pogumni, saj nam bo pomagal, nas spremenil in izpeljal skozi situacijo in naučil nekaj novega. To se vam povedal, da bi imeli mir v meni, na svetu imate stisko, toda bodite pogumni, jaz sem svet premagal, pravi Jezus. Draga cerkev, vsi, ki me poslušate, pozivam vas k doslednemu upoštevanju navodil pristojnih glede ravnanja v tem času epidemije. Ob tem pa nas še posebej spodbujam k molitvi drug za drugega, branju Svetega pisma in spoznavanju Božje volje in ljubezni. Najtežka situacija, v kateri smo, priložnost, da spodbujamo, pomagamo drug drugemu, da se spreminjamo, rastemo v odnosih, da postajamo boljši ljudje. Jezus pravi v svoji besedi: mir vam zapuščam, svoj mir vam dajem. Ne dajem vam ga kakor ta svet. Vaše srce naj se ne vznemirja in ne plaši. Težke situacije v življenju nas vznemirjajo, nas preplašijo, toda Jezus nam obljublja svoj mir. Zato se združimo na molitvi in prosimo za Božji mir, vodstvo, pomoč, zaščito in da čim prej pridemo iz te situacije. Jezus, hvala ti, da lahko v molitvi pridemo pred tebe in jaz te prosim, da nam pomagaš v tej situaciji, da nam daš svoj mir. Prosim te, moče tudi za tiste, ki potrebujejo, Gospod, tvoj mir, da deluješ na njihova srca, da jim spregovoriš, da ljubiš vsakega, da si tudi v tej situaciji z nami, da nas želiš spreminjati, da želiš iz te situacije napraviti nekaj dobrega, nekaj najboljšega. Jezus, to te prosim v tvojem imenu. Amen. Za postaralo pomoč v teh situacijah, v tej težki situaciji, nas lahko pokličete po telefonu, spremljajte nas preko Facebooka in vse informacije za naprej boste dobivali. Želim vam blagoslovno nedeljo, Božji mir. Amen.